Spoštovani gospod veleposlanik, ruski diplomati 10. februarja praznujejo dan diplomata. Bi lahko za gledalce televizije Top TV in pa spletnega portala Top News povedali nekaj o zgodovini tega praznika? Dober dan, hvala za vprašanje. Za začetek bi rad povedal, da je bil dan diplomata ustanovljen z uredbo predsednika Rusije leta 2002 v zvezi z 200. obletnico zunanjepolitičnega resorja naše države. Datum ni bil določen naključno, temveč je povezan z zgodovino tako imenovanega ambasadorskega urada, posolski prikaz. Prav 10. februarja leta 1549 se prvič omenja prvi ruski resor za zunanjo politiko. Sicer pa je zgodovina ruske diplomacije mnogo starejša in izvira iz 9. stoletja, ko je bil leta 860 sklenjen sporazum med tedanjo rusko državo in bizantinskim cesarstvom, tako imenovani sporazum o miru in ljubezni. Tedaj je Rusija prvič dobila priznanje na mednarodnem nivoju in od nastanka enotne ruske države je bil eden od stalnih ciljev zunanje politike države razvoj mednarodnih odnosov s čim več držav. Prav ta želja je postala glavno gonilo za oblikovanje in nadaljnji razvoj ter izpopolnjevanje ruske diplomatske službe. Okoli 16. stoletja so se naši državi odprla nova obzorja in nove priložnosti. V Moskvo je pošiljal svoje veleposlanike cesar Svetega rimskega cesarstva, lideri drugih evropskih držav. Ruski diplomati so začeli kar pogosto obiskovati evropske prestolnice in orientalske dežele. Tako je Rusija postopoma postajala vplivna država z aktivno mednarodno politiko. V taki situaciji je bilo seveda potrebno izoblikovati in organizirati diplomatski resor. Prav takrat je nastal tisti ambasadorski urad, ki sem ga že omenil, in od tedaj je diplomatska služba postala posebna panoga javne uprave. Moram reči, da je bila diplomacija tistih časov že nekako podobna današnji diplomatski službi. Glavna naloga diplomata, tako takrat kot tudi danes, je bila pridobivanje informacij o državi, v katero so ga napotili, in čim bolj podrobno poročanje svojemu vodstvu. Naj vam povem v zvezi s tem en zanimiv primer. Marsikateri Slovenci seveda poznate ime Zigmunda von Herbersteina. Ta diplomat, rojen na ozemlju sodobne Slovenije, je zaslovel zaradi obsežnih študij na temo zemljepisa, zgodovine in notranje ureditve ruske države. V rezultatu njegovih obiskov v Moskvi leta 1517 in 1526 je izšla knjiga Moskovski zapiski. Knjiga je bila kasneje prevedena v več evropskih jezikov, tiskali pa so jo širom Evrope in je tako rekoč služila kot glavni vir znanja Evropejcev o Rusiji. A to še zdaleč ni edini primer prepletanja zgodovine naših dveh držav, Rusije in Slovenije. V Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani je prišlo do otvoritve razstave Car in zdravnik, ki pripoveduje o osebnem zdravniku ruskega carja Petra I. in sicer o Slovencu Gregorju Voglarju, ki je prihajal iz Naklega. V Rusiji pa je bil bolj znan kot Grigorij Martinovič Karbonari. Gospod Voglar je študiral medicino na Dunaju in v Rimu.
Nato pa je leta 1688 prispel v Moskvo in postal zdravnik na dvoru Petra Velikega. Kasneje pa tudi njegov osebni zdravnik in ga spremljal v marsikaterih vojaških pohodih. Ta praznik, ki je posvečen poklicu, je v nekem smislu priznanje pomembnosti diplomatske službe za državo. A lahko kot recimo predstavnik ene najmočnejših diplomatskih služb v svetu poveste, koliko je ta dan pomemben za Rusijo oziroma koliko je ta dan pomemben v Rusiji? Že to, da imamo v ruskem koledarju tak praznik, je po moje dokaz visokega ugleda poklica diplomata v javnih krogih in velikega pomena, ki ga pripisuje našemu delu vodstvo države in vsi državljani Rusije. In seveda nas ta dan še enkrat spominja na ogromno odgovornost do države in družbe, do vsakega ruskega državljana. Перед обществом, перед каждым российским гражданином. Na Ministrstvu za zunanje zadeve Rusije izhajamo iz tega, da razglasitev našega poklicnega praznika služi interesom krepitve ruske državnosti in njene stalne podpore, zunanje politične službe. Prispeva k vzgajanju rodoljubja in ponosa na našo domovino in njeno zgodovino. Na ta dan pomislimo tudi na veterane diplomatske službe, ki so dostojno ščitili interese naše domovine v težkih časih ruske in svetovne zgodovine. Moram reči, da naša diplomatska služba res skrbno ohranja svojo zgodovinsko dediščino. Kaj je po vašem značilnost za ruske diplomate in diplomate nasploh? Kateri kriteriji veljajo za predstavnike vaše stroke, za diplomate? Danes si vsekakor prizadevamo za to, da bi gojili in razvijali tradicije, po katerih je že od nekdaj slovela naša diplomacija. Med najboljše tradicije nekdanjih ruskih diplomatov je po moje vedno spadalo rodoljubje, visoka profesionalna kultura, globoko razumevanje nacionalnih interesov Rusije in seveda sposobnost povezovanja diplomatskih aktivnosti z resničnimi zmogljivostmi in vidi države. Enako kot pred 100 ali 200 leti, ostanejo v veljavi take zahteve kot širina pogleda, fleksibilnost, pogajalske sposobnosti, dobro znanje tujih jezikov, zgodovine, kulture in običajev držav, s katerimi bo povezano delo, ter marsikaj drugega. Poudariti moram, da so tako za oblikovanje naštetih lastnosti, kot tudi na splošno osebnosti diplomata potrebna daljša časovna obdobja. Zato imajo močne tradicije diplomacije trajni pomen, ker ustvarjajo temelje, na katerih se gradi ruska diplomatska služba. Izvolite. Položaj naše države, njen velik ugled na mednarodnem prizorišču je vedno postavljal visoke poklicne standarde za ruske diplomate in lahko povem, da v sodobnih svetovnih razmerah ta standard ne samo, da se ne znižuje, temveč nasprotno, v marsikaterih pogledih celo raste. Mogoče za konec, gospod veleposlanik, kako bi na kratko ocenili oziroma opisali sedanje rusko-slovenske odnose? Rusko-slovenske odnose bi označil kot tradicionalno prijazne in prijateljske. Zelo dinamično se razvijajo na področju politike, trgovine, gospodarstva, v sferi kulturne izmenjave, stikov in sodelovanja med ljudmi. Культурных обменов,
сотрудничества и контактов между людьми. Конечно, вот Seveda preteklo leto za nas vse je bilo kar naporno in marsikateri zunanji politični dogodki, obiski delegacij, srečanja so bili odpovedani ali pa smo jih morali izpeljati v online formatu. Были отменены или переведены в формат онлайн. Но, тем не менее, я должен сказать, что Kljub temu pa moram vseeno reči, da smo uspeli veliko. У меня состоялись многочисленные встречи с представителями. Imel sem številna srečanja s predstavniki vodstva Slovenije. Zelo intenzivno se razvija dialog z lokalnimi oblastmi, mestnimi občinami, nevladnimi organizacijami, novinarsko in ekspertno skupnostjo. Организациями журналистским, экспертным сообществом, деятелями культуры, науки. Kulturniki in znanstveniki, z ruskimi rojaki, ki živijo v Sloveniji. Соотечественниками. И в качестве итогов от прошлого года хотел бы особо Kot rezultat preteklega leta še posebej bi rad izpostavil slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem. To je tradicionalni izkaz rusko-slovenskega prijateljstva, ki poteka vsako leto konec julija. Lani seveda ni bilo lahko uresničiti to v živo, ampak smo se s slovenskimi prijatelji odločili, da bomo to naredili in je prišlo do srečanja pod Vršičem v navadnem formatu. Вот эта встреча под перевалом Vršič прошла в очном формате, прошла, на мой взгляд, очень Dogodek je bil na moj pogled zelo uspešno. uspešen. Udeležil se ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, kakor vsaki drugi predstavniki države, vodstvo Društva Slovenija-Rusija, predstavniki poslovnih krogov, javnosti, verskih skupnosti. Представители деловых кругов, общественных кругов, религиозных кругов. Prepričan sem, da bomo lahko letos marsikaj skupaj naredili za to, da bi se rusko-slovensko dialog, rusko-slovenski odnosi dinamično razvijali na vseh področjih. Hvala lepa, gospod ambasador, za ta intervju in čestitam vam za vaš praznik. Nasvidenje. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala.